Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni iz studia Idrijskih novic. Eni jo poznajo kot tisto, ki ne pozna konjev. Drugi jo poznajo kot tisto, ki jo slišijo vedno, ko odprejo Val 202. Spet nekateri jo poznajo kot tisto, ki prepeva za oglasom za Škoda Skalo. Z nami v studiu je danes vokalistka skupine Fat Horses Urša Mihevc. Lepo pozdravljena, Urša. Lepo pozdravljena, Vesna, in hvala za ta uvod. Ne bi mogla boljš povedati. Odlično. Urša, povej mi, kako je pravzaprav nastala zgodba skupine Fat Horses? Začetki segajo 8 let nazaj, in sicer v leto 2012 oziroma 2013. Takrat sva se spoznala z Juretom Mihevcem, tudi Logatčanom. Jaz sem takrat študirala na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, kulturologijo in tudi jazz glasbo na Konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. On je bil pa študent arhitekture. In sva nekako ugotovila, da bi želela nekaj spremeniti in tudi to področje glasbe mogoče v najinem okolju nekako razviti, in sva ustanovila Fat Horses. In 8 let je od tega in kakor pravijo, počasi se daleč pride. In čeprav razumem, ste torej ti in pa Jure jedro glasbene skupine, se pa vam torej pridružujejo taki in drugačni soustvarjalci, s katerimi sodelujeta zdaj in pa s katerimi sta ustvarjala prej? Ja, tako je. Skozi vsa ta leta sva sodelovala z različnimi posamezniki, glasbeniki, tako da trenutno bolj intenzivno sodelujeva z Danielom Bogatajom, ki ga tudi zagotovo poznate, ker le prihaja iz Idrije, z Gašperjem Peršlom, z Juretom Mačkom, z Anžetom Langusom, z Mitjo Kavčičem in še z nekaterimi drugimi. In se pričakuje kakšne spremembe še, oziroma se stalno menjujejo? Zdaj odvisno je od same situacije, od koncerta in potem od samega angažmaja, ampak večinoma jaz in Jure potem snujeva naprej načrte in ustvarjava prihodnost. Odlično, torej res pravo jedro. Tako. Drugače pa vašo glasbo ljudje radi uvrščamo kar med nek alternativni country, ne? Sami pa pravite, da temu radi dodate tudi neko nashvillsko noto. Zakaj Nashville? Kaj je glasba tam drugačna? Ja, v bistvu, ko sva začela, sva se bolj referirala na Nashville, ko smo še delali v angleščini. Takrat je bil v bistvu country tudi precej, bom rekla temu, je bil v tem segmentu popularne glasbe. Recimo zdaj trenutno ni več, so bolj v ospredju 80-ta, 90-ta, pa se mi zdi, da tudi zdaj vstopamo v novo tisočletje, v bistvu v to obdobje leta 2000. Ja. Tako da se zdaj nekako glasba usmerja zopet v neko drugo glasbeno stilsko obdobje. Takrat je bil pa recimo country še nekaj let nazaj bolj prisoten, tudi v mainstreamu, in nama je bil všeč alternativni country, ki je zrasel v Nashvillu, je le prestolnica tega. In sva se takrat referirala na številne izvajalce te glasbe, ki so izjemni, in pa recimo producente, kot je na primer T-Bone Burnett. Skratka, velik vpliv je bil takrat na najino ustvarjanje s strani teh posameznikov in sva nekako delovala potem. Želela sva skratka nekaj novega tudi v Slovenijo prinesti skozi neko tako sintezo tega žanra. Ko sva pa začela delati potem v slovenščini, se je pa stvar spremenila in sva se nekako oddaljila, ne. Je pa res, da so mediji v tistem obdobju nekako ta country, alternativni country res tako zelo dobesedno razumeli in so naju začeli s tem nekako označevati, ne. Kar na nek način razumem, ker je zelo pomembno, da nekoga opredeliš, da se da neko oznako, a hkrati jo na nek način vedno presegaš. Ta zvrst je bila del ustvarjanja, a hkrati tudi ni bila, ne. Tako da je precej kompleksno, bolj kompleksno, ampak ja, to je neka taka zgodba. In malo si že omenila, torej na zadnjem epu z naslovom Spremembe je tudi 6 skladb v slovenskem jeziku. Zakaj torej slovenski jezik?
Ja, začela sva delati v slovenščini po povabilu Jureta Longeke na Ištekanih 25. To je bil takrat velik projekt, 2-krat razprodana Kino Šiška. In nam je rekel, pa dajte nas presenetiti, ne. Sej vemo, kaj delate, dajte nekaj novega, ne. Kaj nam lahko ponudite, kaj bo vaša dodana vrednost temu projektu. In sva potem naredila prvo skladbo v slovenskem jeziku in to so bile spremembe. In potem sva nekako nadaljevala, ker je bil odziv zelo pozitiven, tudi midva sva nekako začutila, da je mogoče prava oziroma boljša smer ta v maternem jeziku. In bolj domača in verjetno tudi bližnja poslušalcev. Tako je, ja. In tudi Longiko si torej že sama omenila. Vsi vemo, oziroma tisti, ki smo kdaj poslušali Ištekane, vemo, da so Longikini Ištekani res nekaj posebnega in svojevrstnega. Povej nam, kakšna je bila ta izkušnja zate, nastopati in sodelovati in ustvarjati za Ištekane? Ja, izvrstna izkušnja, ne nazadnje so Ištekani kultna radijska oddaja Vala 202. Gostili so številne izvajalce, izjemno kvalitetne in tudi mi smo se potem našli v tem seznamu in nam je to zelo všeč. In smo z veseljem sodelovali, tako da vse te izkušnje ti zelo veliko dajo, predvsem pa neko dobro popotnico za naprej in potrdilo, da to, kar ustvarjaš, da je dobro. Da je dobro in predvidevam, da si s takimi sodelovanji tudi pridobite mnogo različnega občinstva, novega predvsem. Tako je, ja. Nek nov audience oziroma prideš do nekega novega občinstva, kar je pa v taki razvojni fazi zelo pomembno. Korona časi so zaznamovali vse. Seveda, upam si trditi, da v veliki meri je to, kar prizadelo ustvarjalce, take in drugačne. Nekateri pa trdijo, nekateri ustvarjalci, da je bila to priložnost za ustvarjanje, za iskanje nekega navdiha. Nekateri pač to krivijo za izpad nekih dohodkov. Kot kaj si ga doživljala ti oziroma kar cela skupina Fat Horses? Jaz mislim, da kar kot oboje. Po eni strani je res, da imaš več časa za ustvarjanje, a po drugi strani ustvarjati v nestabilnih pogojih in okolju, ki tudi do kulture in umetnosti ne goji ravno nekega spoštovanja, kot bi si zaslužilo, je izjemno težko. Tako da smo šli v bistvu čez neke številne preizkušnje. Tako da po drugi strani, ja, sva pa z Juretom uspela narediti nek nov material, meni se zdijo izjemne skladbe in se res veselim, da jih bova izdala. Ja, hkrati pa tudi ni bilo najlažje, če res iskreno povem. In kdaj bomo lahko slišali kaj od napisanega v teh časih? Ja, kmalu bo išla skladba z naslovom Argentina, mislim, da še ta mesec. Potem pa bova nadaljevala počasi. Super, se že veselimo. Kje pa vas bomo lahko slišali v živo? So mogoče kakšni plani, že kakšne rezervacije? Ja, zaenkrat imamo samo potrjen festival Lent v Mariboru. Seveda so pa številna povpraševanja za naše nastope, ampak zaenkrat ni še nič 1000%, tako da ne bi raje, ker bomo videli sproti, kako bojo razmere dopuščale. In kaj bo torej čas prinesel? Tako, ja. Tako. No, ampak da se malo postavijo tu v naše konce v Idrijo. Pred nekaj leti ste nastopili na odru festivala Čipkarije in pa tudi na odru filmskega gledališča. Kako bi ocenila našo publiko? Ja, oba koncerta sta bila nek svojvrsten izziv. Ampak tako zelo lepo, Tukaj se nekako vedno dobro počutimo in vemo, da smo vedno dobrodošli, tako da imamo zelo radi to okolje. Super. Mislim, da je bila Čipkarija 2017 in to je bilo nemalo časa po tistem, ko ste nastopili na EMI. Ne, mislim, da na EMI smo bili 2019 ali 2019, mislim, da je. 2019, potem so se tudi zakalkulirala. Ampak, če tako rečemo, na EMI ste nekako pridobili neko prepoznavnost. In ko ste nastopili v Idriji, niste še imeli tiste prave publike oziroma niste imeli tako veliko
Zato se ti je mogoče zdelo, da so dobro sprejeli to glasbo, še nekoliko nepoznano, če se lahko tako izrazim. Ja, jaz mislim, da zagotovo. No. Ampak ja, moram reči, da mogoče res v teh koncih nismo še toliko poznani, da bi lahko dosegli nek učinek, kot ga dosegamo recimo v nekih urbanih okoljih, recimo Ljubljana, Maribor, Koper, ko nastopamo. Tako da je treba na nek drug način tudi pristopiti. In še nekako iščemo neke poti, kako seznaniti tudi vaše poslušalce oziroma poslušalce tega kraja. Ampak smo na dobri poti, tako da. Odlično, super. Se veselimo, če vas bomo še kdaj videli, upam, da vas bomo seveda v naših koncih. Si pa tudi drugače kot posameznica nekako povezana z Idrijo. Kako? Ja, od lanskega leta sodelujem z društvom Idrija 2020 in pa zavodom IDA20. Res mi je tako veselje sodelovati s temi fanti, ki so zares vrhunski strokovnjaki na področju, ki jih razvijajo. Tako da lansko leto sem bila odgovorna za 2 LAS projekta, kulturna dediščina kot poslovna priložnost in pa prenova idrijskih rudarskih hiš, ki sta se izkazala tudi za zelo uspešna, tudi kasneje po sami izvedbi projekta. Zdaj pa sodelujem še pri drugih projektih vezanih na dediščino vašega okolja, tako da naprej razvijamo to področje in soustvarjamo. Tukaj pri temu se mi nad glavo poraja en tak velik vprašaj. Urša, zakaj Idrija? Mislim, malokrat slišimo, da nekdo pride v Idrijo z razlogom, ker ga na to nekaj res privlači, da bi prišel delati v bistvu v Idrijo s tem namenom. Zakaj Idrija? Zakaj naša dediščina? Meni se zdi Idrija izjemna in že vedno sem imela tako globoko spoštovanje do vašega kraja. Nenazadnje je dediščina živega srebra vpisana na UNESCO seznam svetovne dediščine. To je le kraj, ki je zares imeniten. In sem vedno gojila to spoštovanje in potem po nekem naključju sem pa prišla zraven. Ni bilo namensko, prav, da bi imela neko tako jasno začrtano namero, ampak se je kar zgodilo. Tako da očitno je življenje nekako poskrbelo za to. No, in sem vesela, da se lahko učim od takega kraja, kot je vaš. To je res lepo slišati, tako da Idrija, res upam, da boste slišali te besede, ker to slišati iz ust nekoga, ki pravzaprav ne živi tu, je res fascinantno in lepo in hvala za te besede. Mislim, da se lahko zahvalim v imenu vseh dejansko. Res bi mogli biti še bolj ponosni na to, kar imate, res imate nekaj izjemnega, tako da se zavedamo, tudi drugi, ki nismo recimo iz Idrije in iz res teh bližnjih vasi. Super, hvala. Ampak da se zdaj še malo vrnemo mogoče na tvoj vokal, v bolj pevske glasbene vode. Mnogi te upajo primerjati z vokalistkami recimo skupin Panda, Video, Seksa, Tabuja, Katalene. Kako se ti sliši to? Kako laskavo je to? Ja, v bistvu sem vesela, je v redu, a hkrati se ne rada primerjam. Se mi zdi, da je vsak vokalist poseben in res edinstven. In se tako res ne rada primerjam. No, jaz tudi se ne rada definiram kot pevko, ker ni mi toliko zanimiv sam ta aspekt petja, ampak bolj to, kar je v ozadju. Mogoče tudi ta bolj performativni del vsega tega skupaj. Tako da ja, kot sem povedala, mi je v veselje, a hkrati se od tega tudi kritično distanciram. To je verjetno kar tisti pravi pogled nekoga, ki na koncu koncev res uspeva v temu. Upajmo, ja. Se bo sčasoma pokazalo, ampak glede na članke, ki jih lahko prebiramo o tebi, si kar upam trditi, da si na pravi poti. Hvala. Bi pa mogoče me zdaj zanimalo še, pri tako vsestranski osebi me zanimajo neki cilji za naprej, tako kratkoročni kot dolgoročni. Kakšni so tvoji? Ja, jaz zelo težko v bistvu obljubljam neko prihodnost, ker nenazadnje prihodnost je narativ neke vrste in
Bom rekla, da želim si zaenkrat, da z Juretom izdava te nove skladbe. Meni se zdijo fantastične in mislim, da veliko obetajo in tudi mislim, da res še ničkam potrebujemo za to, da bova dosegla ta učinek, kot si ga želiva. Na drugih področjih pa bom pustila življenju, da me samo vodi. Samo bo najbolj vedelo in kar bo dobro. Odlično. Urša, ne samo to, da se boš ti lahko po svetu pohvalila, da si enkrat bila na naši oddaji, tudi mi se bomo lahko pobahali, da je naše stole grela članica skupine Fat Horses, ki se pa trenutno uvršča na sam vrh slovenske glasbene scene. Urša, lepa hvala, da si bila danes naša gost. Najlepša hvala za povabilo in srečno. Zdaj pa si skupaj poglejmo še video spot pesmi Jaz in nebo glasbene skupine Fat Horses.